Okay, in s tem sem jaz šel čez vse vloge, ki sem jih jaz opredelil, oziroma so jih z Blažem takrat opredelila kot vloge, ki jih mentor naj počne. Zdaj, a je kdo opazil še kakšno, ki bi jo rad izpostavil, pa tukaj ni bila postavljena? Kaj manjka? V tisti prilogi za mentorje oziroma v enem praktičnem vodniku je bilo dobro poudarjeno tudi tisto, da mentor jasno pove, ko stvari ne ve in pomaga pač tudi, če gre za business development, ne samo za neko specialistično, da rečeš ne vem, lahko poveš svojo izkušnjo, pa nekomu pomaga, da najdete nekoga, ki bi pa mogoče malo več informacij imel, več izkušenj in tako naprej. In da se iskreno pač temu rečeš, da je ta beseda ne vem, čisto legit, ko stvari ne veš. In se naprej pogovarjaš. To se mi je zdelo v bistvu tudi kar pomemben, pa te pač izkušnje, da lahko včasih deliš konkretne svoje izkušnje z nekimi ciframi, in tudi to pomaga včasih podjetniku, da se pol odloči za neke projekte, ali pa za neke dile, ki je potrebno dvome. Ok, se strinjam popolnoma. Še kakšna vloga ali pa karkoli, kar bi kdo izpostavil, mu manjka, kakorkoli. Nekaj tazga, in addition tega, kar je Tica rekla zdajle, imam jaz kao tako, da prineseš tudi eno svojo vizijo noter. Se pravi, ne kakšen bi svet mogel biti, ampak hva lahko skupaj naredite. In tukaj se mi pa zdi, da Slovenski podjetniški sklad, oziroma konkretno v mojem primeru Urban in Elvisa in pač vsi ti akterji, Vera, igrajo ful pomembno vlogo, zaradi tega, ker nas oni dobesedno matchmakajo glede na to, ki nas poznajo, kva smo mi naredili v svojem življenju in kind of lahko reverse inženiramo to, kaj je nam delovalo dobro v njih. In gledam, sem imela en takšen klic, mislim, jaz rečem temu mentorship fit klic, z eno od ekip, ki pač sicer dela neke softvere in mi smo pač enostavno, jaz vam lahko ponudim tole pa tole do septembra, da lahko naredimo. In jaz sem ziher, da oni na ta način v bistvu še niso gledali problema, tako bil jim je kind of deal, en takšna smer, ki jim je cool. In zdaj ne vem, če je to funkcija kompasa, ampak kind of mi je ful pomembno, kva lahko jaz prinesem na mizo, a se mi strinjamo, da je to prava smer za vas. Se strinjam, ja. Še kaj? Ne se, da motim fantom v kopalkah, ki v zadju hodijo, ampak smo na ladji. Imaš fante v kopalkah, jaz grem hitro kamere gledati. No, dajmo naprej, ja. Jaz bi mogoče dal, ne vem, če je bilo inspirator / motivator, ki je res ful so nianse, ki že ful naredijo, pa ful delajo, pa sam še malo je treba, pa je lahko ful drugačna zgodba. To ne vem, je bilo kje omenjen. Ali da je bilo, ne vem. Ja, to je težko opredeliti, ker jaz sem ta motivator je zelo zanimiva funkcija, ker jaz pravim, da motivacija mora vedno izhajati iz človeka samega, mu je zelo težko daš, lahko si pa spodbujevalec motivacije ali pa steber. Jaz jo to vidim zelo v stebru v kontekstu tega, da ti človeka postaviš nazaj tja, kaj je bil, pa ga spodbujaš, da gre naprej, ali pa trener. Ampak lahko bi bila posebej določena, se strinjam. Ali pa ne vem, vizijo, da mu odpreš, pa bo pa itak, če jo bo pojedel, jo bo naredil. Tako, se strinjam. Ok, pa imam jaz še eno stvar, bi šli sam na hitrico čez, to absolutno velja za tiste, ki ste prvič mentori, se pravi, kako se lotiš podjetniškega samega tega procesa mentoriranja. In sicer prva stvar, ki je moraš razumeti podjetniški tim. Se pravi, eno so tele tri barvice, ki sem jih že prej, kdo je tisti, ki dela, kdo prodaja, kdo skrbi za denar. Potem je treba razumeti hierarhijo znotraj podjetniškega tima, dolgoročnost tega podjetniškega tima, cilje, ki so postavljeni, izkušnje podjetniškega tima, dinamiko znotraj tima, zrelost tima, kapaciteto tima, se pravi, koliko so sposobni stvari narediti, motivacijo tima, in pa vrsto podjetništva. Se pravi, kaj se oni prav grejo. A se grejo family business, a se grejo nek startup, high growth startup, hočejo unicorna postaviti. Se pravi, treba je opredeliti, s kakšnim vrsto ljudi imaš pravzaprav upravka v celi zgodbi.
Se pravi, jaz vedno pravim, da ko z nekom začneš delati, moraš razumeti, s kom pravzaprav delaš. To je zelo močno povezano da razumeš, kaj pravzaprav posel je. Posel se začne s tem, kaj je bolečina tega posla, se pravi, kaj je tista stvar, ki jo podjetje rešuje, kdo so segmenti, kdo so konkretne persone, kdo so kupci, ki to kupujemo, kakšna je konkurenca, kdo so konkurenčne prednosti, kakšen je cenovni razred izdelka, ki se prodajamo, dinamika trga in geografska usmerjenost. To je ponavadi zelo prepleteno z ono prvo točko, ko ugotavljaš, kdo so ljudje, pa kaj pravzaprav kaj pravzaprav podjetje dela. Boštjana, nekaj slišti. Aha, ok, super. Se pravi, to je druga stvar, ki jo probaš ugotoviti, kupci, izdelek, trg, panoga, se pravi, da to razumeš. Potem tretja, zelo pomembna je, da razumeš, v kateri fazi razvoja je podjetje, kakšno ima organizacijsko piramido, kdo je direktor, kdo sprejema odločitve, kako so razdeljene poslovne funkcije, kako je organizirana prodaja, do katere mere so oblikovani standardni postopki delovanja, kako je organizirana proizvodnja oziroma izdelovanje samega izdelka, kakšna je ekonomika vsega skupaj in pa kakšna sredstva so v igri. Tale ekonomika se mi pa malo zatipkala, vidim. Tako da razumeš, v kateri fazi je podjetje in kaj je tista stvar, ki jo podjetje v resnici rabi za naprej. In potem, kar moraš pol določiti, je pa, da prideš do tega, da določiš urnik in način srečanj, se pravi, kako se boste z ljudmi pogovarjali, kako boste komunicirali z vašimi mentoriranci, kako boste podajali naloge do naslednjega srečanja in kako boste merili, ali je bilo vaše sodelovanje uspešno ali ne. To je zdaj tako zelo mitraljeska stil tega, kaj so stvari, ki jih moraš v resnici narediti, ampak dejansko po mojih izkušnjah je to bolj kot ne to. Prav, ugotoviš, kdo so podjetniki, ugotoviš, kdo je kupec, kdo je ciljni trg, potem ugotoviš, v kakšni fazi razvoja je in določiš s podjetniki, na kakšen način se bo šel naprej. Ampak najpomembnejša stvar, ki jo pa jaz vidim pri mentoriranju, je pa vprašanje, ali uspete z vašimi mentoriranci vzpostaviti kemijo, se pravi, ali je to nekaj, kjer se vsi dobro počutite zraven, se pravi, da ni posilen, da imate iste cilje, da imate podobne vrednote, da imate podobno življenjsko filozofijo, podobne zadeve in potem greste naprej, če ne pa, da znate tudi kot mentor reči ne. Meni je to vedno ful težko reči ne nekomu, ampak ugotavljam, da takrat, ko sem rekel ne, sem veliko več dobrega naredil zase in za njih, kot pa če sem se na silo nekaj spravljal delati, ali pa še boh ne daj zaradi denarja, ki ga plačuje Slovenski podjetniški sklad. Jaz vedno klele lastno skledo pljuvam, ampak vedno pravim, da je temeljna stvar mentorskega odnosa je, da se vprašate, ali bi bili pripravljeni to podjetje mentorirati, tudi če vas ne plačajo nič. In najboljši mentorski odnosi so tisti, kjer je ta odgovor absolutno ja. Okay, to je to. Ok, zdaj, kakšni komentarji na tole? Ja, ful mi je bilo zanimivo, ker si v bistvu prej, pa Edi, zdaj vem, da imam prižgano kamero, zdaj sem totally ready. Kaj mi je bilo ful zanimivo je, kako si v bistvu ti naredil ta screening model, a veš, kire inpute moramo mi zabsorbirati od teh podjetij. In videla sem že tako neko inicijativo, da se pač zdaj to prikazuje na spletu, da so pač tam profili objavljeni, ampak v resnici, kakor smo zdaj na primer elektronizirali pogodbe, bi bil tudi ful dober action point, da bi elektronizirali neke vprašalnike oziroma pač tako, da bi do teh informacij lahko dobili bolj sistematično. Pa meni, again, ni noben problem pač na prvem klicu spraševati ta vprašanja, ki so tukaj predlagana. Sam, če bi pa prišla do mene, pa bi jih jaz pa lahko tam validirala, bi bilo pa to še v bistvu next level. In ful mi je zanimivo v bistvu vprašanje o matchmakingu. Se pravi, če mi nekdo, kakor je, ne vem, Urban, pa pač tako kakšna oseba, ki je totalno zaupam, nekoga priporoči, jaz pač vem, da je bila ta validacija narejena prej. Pa ful tudi rada spoznala ostale ljudi, pač tako, kaj delate, upam, da v potencijative, zaradi tega, ker, ja, naprimer, če bo nekdo prišel do mene in rekel, jaz hočem delati SaaS Gianta, jaz bi se pač rad sam s tem ukvarjal, pač tako naraven tržne validacije, sam pač šopimo, bi jaz tudi pač iskreno povedala, pač maybe not the best fit for you right now. In bi ful rada tudi kot mentor imela awareness, na katerih področjih je nekdo, pa poudarjam, preverjeno dober,
preverjeno dober, da ima rezultate, ne pač, da si je tam v kluku kaj dela, ampak da bi v bistvu ta background ful bolj spoznala. Če imamo tukaj kakšno tako stvar, ki bi jo lahko naslovili, no? Ja, kakor jaz vem, v okviru tega projekta, ki ga zdaj delamo, tudi tele startup šole, so predvideni tudi 2 neformalni srečanji. To bi bilo fino, da bi potekalo v živo, se pa bojim, da glede na okoliščine bo spet bolj online, kar je spet problema. Ampak vsekakor je ideja, da bi se tudi med mentorji gradil malo več poznavanja drugega, ker če ne drugega, lahko deliš kakšno izkušnjo ali pa kakorkoli. Veste pa, da je težko ljudi dobiti na kup, tako da ja, ampak gre v to smer, gre definitivno v to smer. Zdaj, kar se tiče pa teh strukturiranih vprašalnikov naprej, je pa hiter, se poznate problem, da hiter ratava pol birokracija. Če imaš pa preveč vprašanj za izpolniti naprej, pa ljudje nočejo tega, zaradi tega, ker je to preveč birokratiziran, pa je to. Tako da tukaj je treba... Ne, sej se da, veš, tako takšen sweet point narediti tako do 15 vprašanj, a pa karkoli tazga, ne vem, sej, a veš, vsi, ki delamo pač tako client work, vemo, kakšen je skripta, kva moraš spraševati. Sam pač tako predlog je bil, kje so stvari, ki jih moraš pač ti comprehendati, preden podpišeš določeno pogodbo, kakor bi nenazadnje naredil v biznisu. Se strinjam, bomo upoštevali, zagotovo. Če kakšen vpogled, komentar, vprašanje, karkoli. Meni eni brenčijo, ampak bojo šli mimo, tako da to je to. Karkoli. Mislim, da imamo še približno 10 minut časa, da lahko predebatiramo še kjerokoli temo povezano z mentoriranjem. Kakršenkoli feedback, karkoli bi bil, je zelo dobrodošlo. Vprašanja, predlogi, tako naprej bomo upoštevali, tako da ja. Jaz bi imel samo eno vprašanje, ker me nazadnjič na prvi delavnici ni bilo, nisem dobil vabila, ne vem, se je zgubilo kje. Obstaja kakšen posnetek, se da to za nazaj pogledati? Ja, obstaja. Mart Gamaga bo posredoval vsem, ki si boste to želeli. Obstaja posnetek tega, kar smo se pogovarjali. Ok, hvala. Ja. Jaz bom pa tudi tele slajde delil z vami, tako da pol lahko kdorkoli uporabi. Tako da, ja. A so tvoje slike, Rok? Ne, te sem dal pa narisati. Je v bistvu akademski slikar, tako da so full fancy. A si mu plačal? Ja, samo. Lahko je še nekaj? Ja. Ves čas gledam to lepo ozadje napakljenih. Drži. Bi rekla eno stvar, kaj jaz vidim, da je mentor. V bistvu je ene vrste svetilnik. Ker nekako ti kaže pravo smer, kadar je mogoče megla ali pa razburkano morje, pazi nekako, da projekt ne nasede in nanj se nekako lahko zaneseš. Odlično. Ja. To sem jaz probal tam v stebru noter, pa v kakšnih drugih, ampak je zelo lepa primerjava. Ja. Tako da to je to. Ja. Bravo, Nataša, to je bil skoraj quote. Ja. To je lahko quote, ne? Ja. Ok, če nimamo, mislim, je še kakšna karkoli tema, vprašanje, karkoli, ki bi kdo želel dati feedback, karkoli. Če ne, bi se vam jaz ful zahvalil, glede na to, da je vsa stvar potekala online, je minilo meni ful hiter, ful je bilo dinamično. Jaz sem se zdaj že ful navadil na tele online delavnice, imam skoraj raj, ko v živo, ker lahko več ljudi pride. Tako da jaz upam, da bomo skupaj uspeli dvigati nivo mentoriranja teh podjetij na višji nivo. Odgovornost je relativno velika, je pa to tudi fajn del. Mene žena gleda pa prav, kaj si zdaj en terapeut ali v katero smer si pravzaprav šel, pa ni daleč od resnice velikrat, ampak tako to je. In jaz želim, da bo tudi vam to toliko izpolnjujoča izkušnja, kot je meni. Pa želim, da tako, kot je bilo danes, vsaj za mene, ko sem se jaz ful enih stvari naučil, ful enih zanimivih zgodb slišal, da jih boste tako slišali tudi od vaših mentorirancev in da se še ob kakšni priliki slišimo, izmenjamo izkušnje in pač probamo to dvigniti na čim višjo raven. Pa ne zato, ker s tem služimo denar, ampak zaradi tega, ker je to res lep poklic oziroma lepo poslanstvo, bom temu tako rekel. Pa upam, da boste vsi dobili svoje poletje brez tega, da se okužite z kakšnimi neprijetnimi
deležniki. Tako da hvala za vašo pozornost. Če kdo karkoli še od mene potrebuje, želi predebatirati ali karkoli, me najdete rok.stritar@gmail.com ali pa na LinkedInu ali pa kjerkoli. Smo pa na vezi, pa upam, da se vidimo na tistem neformalnem srečanju. Tako da, evo, to je to iz moje strani. Ja. Hvala in pohvala. Super. Hvala. No, Točno tako, hvala in komplimenti, res je bilo super. Špica. Okay. Hvala. Hvala, lepo Rok. se imejte. Okay, adijo. Čau, čau. Ja.